Podjetje Impol letos praznuje 200. obletnico delovanja. Ob jubileju so za lokalno skupnost Slovenske Bistrice pripravili poseben dogodek. Na novem parkirišču pred podjetjem sta številne obiskovalce zabavala pevka Nina Pušlar in rock skupina Mi2. Nera nikoli si ta recimo igara.
večina menila ova zakrat, da kaže bolje se spoznati. Neumnosti smo prevetali, skoraj bi me vrgostira, ko je brez sramu priznana, da njen fant pač ni ovira. Umazani študentski sobi grani več kot se spodobi, druga nas, ko je svetnica pokazala, je prav lice. Lice in obraz, tudi to, kar ni za nas, priznam nekoga pri Brigiti se je splačalo gostiti. Brigita, z ulice naša Dita. 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 Nikolo se je skesala, da je zmagala dvorana, ali pa so res navade bolj komotne od nas male. In da ni bilo vseeno, pa bila na tema, a že zradi mojih muk, to ni bil nekoli slabo. Brigita, z ulice naša Dita. 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 Z ulice naša Dita. Dober večer, dobri ljudje. Pred koncertom sta zbrane v imenu Impola pozdravila izvršna direktorica za finance in informatiko Irena Šela in glavni izvršni direktor Andrej Kolmanič. 200 let neprekinjene zgodovine je velik mejnik, tako v slovenskem gospodarskem okolju, kot tudi v evropskem. Zdaj seveda želim izpostaviti pivovarno Laško, ki za nami prav tako slavi 200 let v letošnjem letu. Pri tem moram tudi poudariti, da niso uporabniki našega aluminija. Jaz imam občutek, da smo mi bolj uporabniki njihovega aluminija. Zdaj, teh 200 let pomeni, da smo preživeli veliko vojn, veliko sprememb se je zgodilo, revolucije, sistemi so se spremenili, v različnih državah smo živeli, pa vendar smo preživeli. To pomeni, da v vseh nas Impoljčanih velja neko zaupanje, neka trma, vemo, po kateri poti gremo, po kateri poti smo šli. Zdaj seveda od preteklosti se ne da živeti, zato moramo pogledati tudi v prihodnost. Verjamem, da vemo, kar počnemo, verjamem, da je naša prihodnost svetla, verjamem, da se znamo prilagajati vsem spremembam, ki se dogajajo v tem trenutku na svetu, tako da bodočnost, ki je še pred nami, verjamem, da je svetla. Obiskovalce je nagovoril tudi župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar. Seveda čestitka ob 200-letnici delovanja Impola. Gre res za zavidljiv jubilej
In zato gre seveda priznanje vsem generacijam od tistih podpohorskih, pohorskih kovačev, ker je se Impol pričel postavljati na noge, pa skozi ves razvoj do današnjega modernega podjetja, ki je prisotno pri nas, predvsem pa je prisotno tudi po Evropi in po svetu in ne nazadnje prenaša našo ime tudi v svet, v Evropo in na nek način pomeni tudi edinstveno promocijo Slovenske Bistrice. Zdaj Impol je, kot smo že slišali, šel skozi zelo zahtevna obdobja, ves ta čas, vedno se je znal odzvati na družbene spremembe in tudi zato je ves čas Impol rasel. Na nek način gre tudi za sobivanje, tudi to smo že slišali, mesta Slovenska Bistrica in pa Impola, gre za dopolnjevanje, gre za sinergije. Na eni strani Impol z svojim razvojem, z svojimi kvalitetnimi delovnimi mesti, na drugi strani vse lokalno okolje z vso potrebno infrastrukturo, ki skrbi tudi za razvoj tega našega okolja. In nenazadnje je Impol pravzaprav gonilo razvoja in za sabo je potegnil tudi razvoj v številnih gospodarskih podjetjih, tudi pri nas Slovenski Bistrici, pa tudi širše, pa tudi na vseh drugih področjih. Tako da, če bi v duhu današnjega časa oziroma današnjega dogodka lahko rekli, kaj je Impol, potem lahko rečemo, da je Impol frontman našega gospodarstva in Slovenske Bistrice, zato jim gre iskrena čestitka še enkrat. Iskrena čestitka pravzaprav celotni ekipi Impola, od vseh delavcev v proizvodnji, tudi tisti, ki danes delajo, seveda tudi vodstva z željo, da še naprej uspešno peljejo ta razvoj. Številni izzivi so tudi danes pred njimi, jaz verjamem, da jih bodo uspešno prešli, da bo razvoj tekoče, verjamem tudi, da še bomo skupaj postorili kakšen skupen projekt, tako smo že kakšnega v preteklosti in ne nazadnje verjamem tudi to, da bo v tem tekočem razvoju pravzaprav vse stvari potekale tako, kot tukaj pri nas v Slovenski Bistrici sicer potekajo, da bo še naprej tudi družbeno prisoten. Lahko je tudi malo bolj, jaz verjamem, da športniki, kulturniki, gasilci pa še kdo ne bodo imeli nič proti, ampak vseeno vsa zahvala tudi za to področje. Torej še enkrat Impolčanke, Impolčani, iskrena čestitka za 200 let delovanja. Vse dobro vam želim na vašem poslovnem in tudi osebnem področju, pa še na številne stoletnice. Hvala lepa.